Hvala magistru Mateju Toninu. Zdaj pa bi kar začeli s prvim panelom. Reforme fiskalne politike, davčna reforma. Zato kar vabim komisijo gospoda Jožefa Horvata, poslanca Nove Slovenije v Državnem zboru. Jožef, prosim. Magistra Ivana Simiča, nekdanjega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije, in pa Matijasa Šeferja iz Konrad Adenauer Stiftunga. Panel bo moderiral magister Mitja Steinbacher, profesor na Fakulteti za poslovne vede. Prosim, Mitja, in ti kar predajam besedo. Hvala lepa. No, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Hvala lepa za povabilo najprej na moderiranje tega panela o fiskalnih reformah, ki so vsaj, kar se tiče nas ekonomiste, ki lahko nekako opazujemo stvari oziroma dogajanja v gospodarstvu nekoliko z distance, nujno potrebne. Zdaj, kakšne reforme so nujno potrebne, zakaj so nujno potrebne, kaj vse to fiskalna politika pomeni, Zdaj, o tem bomo nekako skušali razpravljati torej z današnjimi gosti, pa bi seveda zdaj ponavljal ne bi imen, ker jih je že gospod Prešeren povabil komisijo, pa lahko samo dodam k temu, kar je že bilo rečeno, da mi je v čast sodelovati na tem panelu in se bom potrudil po svojih najboljših močeh, da bo debata zanimiva, konstruktivna, da bodo vprašanja iskrena, odprta, na koncu pa tudi nekaj minut na voljo za diskusijo z občinstvom, kot je to nekako praksa. Zdaj, rečeno mi je bilo, da bo vsak izmed gostov najprej v uvodu par besed spregovoril na temo fiskalne politike, pa bi morda najprej povabil k besedi gospoda poslanca, vodjo poslanske skupine Nove Slovenije, Jožefa Horvata. A niste? Prav. Potem pa poslanca Nove Slovenije, tretji sklic, No, prav. Hvala lepa organizatorjem za zaupanje, da lahko tukaj sodelujem na tem pomembnem panelu s tako pomembnimi gosti. Sem član Nove Slovenije. Nova Slovenija že v svojem imenu govori, da je stranka sprememb, da je stranka stalne modernizacije, da je stranka reform. Res je, tu se moram strinjati, da danes slovenska javnost zelo težko sliši, zelo težko ji gre v srce beseda reforma. Mi vedno želimo ustvarjati novo Slovenijo, novo tokrat z malo začetnico, novo državo Slovenijo, tisto moderno, sodobno, ker tisto, kar je danes sodobno, kar je danes moderno, bo jutri zastarelo. Tako hitro se naš svet razvija. In danes smo nekaj slišali o trgovinskih sporazumih. Če bodo ti trgovinski sporazumi padli, bo to zmaga političnega populizma številka 2. Zmaga političnega populizma številka 1 pa je Brexit. In zato moramo razumeti, da ko sem pri trgovinskih sporazumih, ko sem pri novih gospodarskih modelih, se moramo zavedati, da bo trgovina 3. tisočletja drugačna, kot je bila trgovina 20. stoletja. Povsem drugačna. Nekaj izkušenj celo imam. Lani smo doma renovirali kopalnico in na spodbudo mlajšega sina sem najpomembnejše in najdražje elemente za kopalnico kupil preko spleta in prišparal 40%. Kupujte preko spleta. Nadaljujem z Matejevim barvnim grafom, ki ga želim opremiti s številkami. Seveda, to so priporočila Evropske komisije. In Evropska komisija za leto 2016 in leto 2017 Sloveniji pravi, spremenite, modernizirajte pokojninski sistem, ugasnite že vendarle
ta socialistični zdravstveni sistem, modernizirajte šolstvo, predvsem pa komisija zelo jasno pravi vsej vesoljni Evropi, da ima Republika Slovenija največje fiskalno tveganje prav zaradi demografije. To je ta graf, to so ti grafi, o katerih je govoril kolega Matej. Zdaj pa konkretne številke za Slovenijo, sveže, prvo četrtletje letos. Slovenci, če se preštejemo, saj nismo številke, ampak ravno zato, ker smo tako dragoceni, moramo natančno vedeti v vsakem trenutku, koliko nas je. Ne nazadnje tudi, koliko davkoplačevalcev imamo. In letošnje prvo četrtletje beleži bilanco minus 817. Minus 612 je negativni naravni prirastek, minus 612, minus 205 je selitveni deficit s poudarkom, da se je največ izselilo iz države prav slovenskih državljanov. Zaskrbljujoče. Nova Slovenija je imela odličen in ima odličen gospodarski program, program za spremembe, program za modernizacijo, program za spremembo ekonomske politike, če hočete. O tem vedno govorimo tudi v naših razpravah v državnem zboru. Mi danes potrebujemo novo ekonomsko politiko, te pa ne bo brez stabilnega in ugodnega davčnega okolja, brez manj birokracije in brez odprtega gospodarstva. To najdete napisano v našem gospodarskem programu in to govori in zapiše UMAR, to je Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. In prav to sem nekaj mesecev nazaj tukaj v sosednjem prostoru, v sosednji dvorani poslušal od predstavnikov UMAR-ja, OECD-ja in Banke Slovenije. Torej, vsi vemo, kaj moramo narediti. Moramo pa začeti in mora pa se zgoditi, očitno, trdno sem prepričan, najprej to, kar je povedal dr. Burger. Mora se najprej zgoditi reforma mentalitete. Morda v nadaljevanju, če bo priložnost, opišem naše konkretne ukrepe, spremembe zakonodaje, ki smo jo v državnem zboru pripravili. Ob pozitivni diskusiji pa smo potem seveda doživeli, da zadeva ni šla skozi. In ta zadnja mini davčna reforma, ki smo ji mi nasprotovali, v bistvu ni reforma, tukaj si bom sposodil besede magistra Ivana Simiča, ki ga cenim kot največjega davčnega strokovnjaka v Sloveniji, ki je zapisal v svojem prispevku, da gre zgolj za davčno prekladanje. Ali če sem bolj natančen, gre bolj za davčno nakladanje novih in novih obveznosti, predvsem gospodarstvu. In zdaj številke. Če pogledate sprejeti proračun za leto 2017 in potem to primerjate s predlaganim rebalansom proračuna za 2017, ki pa je že narejen po sprejetju in upošteva to tako imenovano mini davčno reformo. Potem vidite to prekladanje, vidite, da bo davka od dohodka pravnih oseb v rebalansu za 108 milijonov več kot v sprejetem proračunu za leto 2017. 108 milijonov več. Ko pogledamo dohodnino, sprejeti proračun, rebalans in vklop novega dohodninskega zakona, potem vidite, da bo dohodnine v rebalansu za 49 milijonov manj. Razlika je torej 59 milijonov za 59 milijonov večja obremenitev gospodarstva. To je razlika. In to mi preprosto ne moremo sprejeti. Nikjer pa ni niti ene besede in niti enega evra prikazanega, ki bi bil rezultat
racionalizacije države, državnega aparata, modernizacije, vitke države, kot pravimo, in tako naprej. Ker tisti, ki smo kdajkoli kjer bili v gospodarstvu, veste, da so prav spremembe edina stalnica. Permanentne spremembe, to je pač stalnica v gospodarstvu. Vedno racionalizacija, zmanjševanje stroškov, modernizacija proizvodnje, avtomatizacija proizvodnje in tako naprej. In zdaj na tej točki neham. Hvala lepa, gospod Horvat. Načeli ste v bistvu zelo pomembno vprašanje optimalnih davkov, ki se nanaša v bistvu na to, da je bolj smiselno obdavčevati potrošnjo kot pa proizvajanje. Zdaj, s primerom, ki ste ga navedli, torej z tem rebalansom proračuna, v bistvu gremo že iz stanja, ki ni ugodno za slovenska podjetja, glede na to, da je trenutno v Sloveniji, niti za zaposlene, ker vemo, da je trenutno v Sloveniji delo in kapital niti ne toliko kot delo, predvsem močno obdavčeno, gremo k še večjemu obdavčevanju, torej ustvarjanja namesto potrošnje. Hvala lepa za zdaj. Dali ste kar nekaj iztočenj za kasnejšo razpravo. Upam, da bo čas dopuščal, da vsaj nekaj vprašanj obdelamo. Zdaj bi predal besedo gospodu magistru Ivanu Simiču. Vsi ga poznamo kot nekdanjega predsednika uprave, torej generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije in pa seveda kot dolgoletnega davčnega svetovalca. Pa prosim, gospod Simič, beseda je vaša. Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se za povabilo. To je eden mojih, mislim, redkih nastopov v zadnjih letih, kajti od leta 2013 sem se nekako umaknil in uživam v svoji pisarni, kjer delam, tako da današnje predavanje me je malo, bom rekel, pritisnilo, razočaralo, kajti dolgo časa nisem slišal toliko slabih zadev, ki so dejansko resnične, na katere jaz opozarjam že leta in leta, ampak nikogar se ne prime in potem iz enostavnega razloga se umakneš in ugotoviš, da je najboljše svoje življenje umiriti in v miru živeti. Kot je bilo že povedano, 28 let sem že davčni svetovalec, od leta 1988, ves čas sem bil velik kritik dela davčne uprave in tako sem tudi postal direktor Davčne uprave Republike Slovenije. Ko me je takratni minister Bajuk, dr. Andrej Bajuk, povedal, mi je, ti, če si tako pameten, pa tako kritiziraš, pa kaj narediti. In me je prepričal, da sem prevzel vodenje Slovenske davčne uprave. Veste, da sem bil 2 leti in pol direktor. Tisto, kar smo največ naredili, spremenili smo odnos državne uprave, odnos inšpektorjev do davčnih zavezancev, katere sem jaz zahteval, da jih predvsem zavezance morajo tretirati kot stranke davčne uprave, ne pa kot utajevalce. Utajevalce je mogoče 5%. Z njimi se pač ukvarjaš na drugi način. Tudi uvedli smo takrat poenostavitve, največja poenostavitev je bil informativni izračun dohodnine, po katerem 1 200 000 ljudi ne izpolnjuje več dohodninskih napovedi, ampak dobi že izpolnjene obrazce. Vsega tega sigurno ne bi bilo, če ne bi bilo Bajuka, ki bi to podprl. Prej sem tudi poslušal, da se ne odpravljajo administrativne ovire, da se ne naredi to, da se ne naredi tisto, ampak jaz zmeraj pravim, kdo pa je država? Država so ljudje. Kdo voli politike? Ljudje. Meni nikoli ne bo jasno, kako ljudje izvolijo druge ljudi, da jih potem tile terorizirajo in me dajo poenostavitve. Torej, to mi ne gre nikakor skupaj. Po drugi strani, če gledam še naprej, bilo je govora o tem, prej predsednik obrtno-političnih zbornic govoril o tem, da upokojenec ne more delati. Celo sprožen ustavni spor. Torej, za dobro voljo je to zadeva enega meseca spremembe zakona. Torej, vse je zelo enostavno, ampak zmeraj imaš nasprotnike. In jaz pravim, da če bi se enkrat v Sloveniji vsi poenotili in bi rekli, želimo imeti to, želimo narediti to, potem bi se dalo marsikaj narediti. Normalno, na tej moji poti se bom jaz tudi postal za 5 mesecev svetovalec srbskega ministra za finance, potem sem bil direktor davčne uprave oziroma VD direktorja davčne uprave v Republiki Srbiji, kjer smo tudi uvedli, lahko rečem, da iz 0% elektronskega poslovanja smo prišli praktično na 100% v manj kot enem letu. Takrat sem tudi dobil nagrado Reformator leta v Srbiji v tem področju. Potem sem se vrnil nazaj, kajti bilo je dovolj. Vmes sem bil, samo tisti, ki ne veste, 2-krat sem bil predsednik Evropske organizacije Evropskih davčnih uprav, pomeni 46 članic. Tako da vse to poslovanje poznam moje kolege po celi Evropi, tako v davčni upravi, tako med davčnimi svetovalci.
imam veliko strank, ki poslujejo v Sloveniji in v tujini in vem, kakšno poslovno okolje potrebujejo. Torej Slovenija to prav gotovo ni. Torej meni, če danes pride stranka in ne upam ponuditi Slovenije kot državo, kjer bo lahko poslovala in da se ne bo nič spreminjalo. Torej, če k meni nekdo danes pride in ga privabimo za 17% stopnjo davka od dohodka pravnih oseb, potem pa to gre na 19, ne? Potem nekno poslušaš, kako je treba obdavčiti kapital in tako naprej. Res je, mi imamo kapital obdavčen 25%, kar je za mene zelo visoko, če upoštevamo, da plačamo še 17% davek od dohodka pravnih oseb, kar nekatere druge države nimajo. Zelo visoki so socialni prispevki, to, kar sem prej slišal, da gre cirka milijarda ali pa še več iz proračuna za pokojnine, je nesprejemljivo in to ne vem, kako se bo to vse pokrilo. Mi smo takrat v letu 2005, ko smo pripravili davčno reformo in 2006, smo šli v znižanje davka od dohodka pravnih oseb, zato ker menim, in to je moja izkušnja, da davčni prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb niso odvisni od stopnje, ampak od davčne osnove. Odvisni so od števila davčnih zavezancev, ki bodo prišli v Slovenijo. In nam nič ne pomaga, da mi imamo namesto 200 tisoč davčnih zavezancev 100 tisoč davčnih zavezancev in da je stopnja 20 ali 25%, ker ne bo takega prihodka, kot bi bilo, če bi jih imeli več. In mi dejansko ne naredimo popolnoma nič na temu, da bi tuje vlagatelje privabili, da bi jim povedali, gledajte, pridite k nam, pri nas se 10 let ne bo nič spremenilo, imeli boste fiksno davčno stopnjo, dohodnina bo taka, kot je. Nenehno poslušamo temu razbremeniti tiste z nižjimi plačami. Torej, jaz imam zelo enostavno formulo, katero sem predstavil že leta 2011, torej 2 leti sem bil tudi član Fiskalnega sveta Republike Slovenije in takrat sem leta 2011 predstavil mojo celovito davčno reformo in ena od postavk je tudi bila, da bi se splošna olajšava povečala iz sedanjih 3.000 na 6.000 evrov. S tem bi rešili vse težave spodaj z tistimi z nižjimi dohodki, več ali manj bi bili vsi neobdavčeni. Poznam predlog Nove Slovenije, kjer je predlog 7.000, tudi tega podpiram, če je sprejemljiv. Ampak pri nas je ta problem, da potem se to vse obrne, da od tega bodo imeli največ oni z visokimi dohodki. Torej, sam sodim med tiste, ki recimo imam sorazmerno visoke dohodke, ampak jaz od teh dohodkov plačam davek. Prihajam v 50% stopnjo in se zmeraj sprašujem, zakaj bi jaz z visokimi dohodki plačeval 50%, nekdo z nižjimi 16%. Vem, da to ni politično, to lahko govorim jaz, to ne more moj kolega Jože govoriti, ki bo izgubil volivce. Ampak enostavno, mi bi morali dobiti čim več bogatih ljudi v Slovenijo, da bi oni tukaj bili. Torej, moj predlog, ki sem ga imel, pa sem jim reagiral, jaz bi oprostil plačila dohodnine ljudi starejše od 90 let. Ne vem, zakaj bi plačevali dohodnino, ker so svoje že odslužili. Ustvarili so prihodki in potem naj živijo v Sloveniji, naj si kupijo stanovanje, če rabijo zdravstvene storitve jim bomo nudili, doktori bi lahko ostali tukaj, ne šli ven in tako naprej in tako naprej. Moj predlog je bil tudi, da bi vse tiste, ki imajo davčno osnovo za vplačilo dohodnine več kot 1 milijon evrov, lani jih je bilo v Sloveniji samo 3 osebe, da bi nad 1 milijon plačevali 10% dohodnine. Potem doživim napad, ja, te bi pa rad bogate razbremenil. Sem rekel, glej, do 1 milijona bo on že plačal svoj limit. Nad 1 milijon, in ker se bo slišalo, da v Sloveniji obdavčujemo nad 1 milijon z 10%, bi tudi kakšen prišel v Slovenijo. Poznamo avstrijsko zakonodajo, kjer favorizirajo znane športnike, znane glasbenike, znane kulturnike in tako naprej, jim dajo neko ugodno obdavčitev. Torej, tudi to sem pred leti predlagal, potem se pojavi ne. Jaz imam kar nekaj tudi svojih strank, ki so znani ljudje v Sloveniji, ampak delajo v Avstriji, delajo drugje, tam tudi čakajo pokojnino in tako naprej. Vse to bi lahko bilo tukaj. Dohodninska lestvica naša takšna, ko je, ko pri 71.000 evrov prideš v 50%, je za mene nesprejemljiva, predvsem zaradi tega, ker poslušamo, kako je drugje. V Nemčiji imajo maksimalno stopnjo, mislim, da 45%, prideš pri 250.000 evrov. Potem sem gledal lestvico Združenih držav Amerike, mislim, da imajo, mislim, da 39,6, zdaj po spremembi, prej so imeli 36, prideš tudi pri 200 ali 300.000 evrov. To meni, jaz sem tudi v reviji Denar, katero izdajamo, torej jaz sem odgovorni urednik revije Denar in to je tisti moj ventil, zakaj se ne pojavljam nikjer. V tem mojem ventilu pišem, kar želim, sem odgovorni urednik, nihče me ne more ustaviti. Pišem o vseh teh primerih, delam primerjave po celem svetu v dohodninskih lestvicah in sem ugotovil, da ima Slovenija pač najslabšo dohodninsko lestvico in ko vse to vidiš in ko tujci pridejo k meni na razgovor in ki jim razložim, koliko je pri nas dohodnina, koliko je pri nas davko dohodka pravnih oseb,
da se bo zdaj povečal. Koliko so ostale zadeve, vsak potem raje premisli in gre kam drugam. Zato hočem reči, mi moramo ustvariti pozitivno poslovno okolje, predvsem moramo ustvariti komunikacijo med gospodarstvom in politiko ali pa tistimi, ki odločajo. Veste, meni včasih kdo pravi, država je sprejela ta zakon, država je sprejela to spremembo. Veste, jaz sem sodeloval v 2 državah v večjih davčnih reformah. Spremembo zakona v glavnem sprejme ena oseba ali pa 2. In potem one 2 prepričate ostale in ko si prišel do nivoja, da si prepričal do nivoja vlade, potem pa sem še gre koalicijsko usklajevanje in potrjevanje zakona zaradi tega, ker sedimo interesom koalicije ali pa kakorkoli. Pomeni, če se da to narediti, se da narediti marsikaj. Mi bi lahko spremenili zakonodajo, žal, prej, ko so se z Jožetom pogovarjali, midva sva v tistem povečanju prebivalcev, ki bodo počasi, ki so najstarejši od 60 let, torej midva želiva, da so čim dalj časa tam not. In zaradi tega pravim, da midva sva to že zamudila. Če se hoče danes kje narediti, bo ukrep šele čez 10 let ali več, mogoče neki uspehi. Hočel sem še to povedati. Gospodarstvo ne more kritizirati teh reform, te mini davčne reforme, zaradi tega, ker je ves čas sodelovalo pri njej. Srečali so se z ministrom, srečali so se z ministrstvom za finance, vedeli so vse. Bil je to zahtevek gospodarstva, da se razbremenijo ti inženirji in so se inženirji razbremenili, žal jih je pa tukaj tudi veliko državnih uradnikov prišlo vmes. In kaj hočem reči? Vse to so pristali, potem so pa, ko so jim, poznam zgodbo, ko je ministrstvo za finance rekel, gledajte, smo znižali dohodnino, zdaj pa moramo to nekje nadoknaditi, bomo povečali davko dohodka, je gospodarstvo dalo načelno soglasje. Tako da ne morejo reči, da tega soglasja niso dali. Zdaj ta številka, ki je povedal gospod Horvat, da je dohodnine toliko manj, pa onega toliko več, pomeni, to je bila spet igra številk in kdo je bil izigran. Zato jaz pravim, tukaj ste politiki, imate lahko veliko moč in jaz pričakujem, da pri takih reformah, kot so zdravstvena, pokojninska, davčna, da nimamo ne opozicije in ne pozicije, ampak da so vsi skupaj in da nijo neki za to državo, kajti jaz mislim, da se ne bo drugače dobro končali. In samo še to bi dodal. Socialna kapica, moj predlog je na 6000 evrov. Torej ni nobene težave, če je socialna kapica na 6000 evrov, zelo malo jih bo not, potem pa z leti opažaš, kaj se dogaja z davčnimi prihodki in jo lahko počasi znižuješ. Na drugi strani pa potem slišimo, da nekdo pravi, da je to bogataška kapica. In vse se obrne na bogate in potem nihče ne sprejme ničesar. Tako da jaz se zahvaljujem za povabilo, upam, da bo kaj tudi pozneje v razpravi, toliko z moje strani zaenkrat. Prav nasprotno, gospod Simič, najlepša hvala za izčrpno predstavitev, za uvod. Dali ste zelo veliko konkretnih rešitev, bi vas pa v eni točki nekoliko, ne bom rekel dopolnil, ampak nadgradil. Zakaj gospod Horvat v tem trenutku ni dobro, da upošteva vse te nasvete neposredno, pa jih direktno predoči volivcem? Zato, ker smo očitno mi, ki delamo na izobraževanju, premalo naredili. Če bi bil slovenski volivec ozaveščen, če bi slovenski volivec vedel, kaj pomeni osnova davčne politike vizavi financiranja državnih izdatkov, kaj je to recimo ena smiselna vloga države v družbi, če bi bil do tega kritičen, bi tudi to od politikov zahteval. In tukaj je naloga recimo nas, ki delamo v pedagoškem procesu z mladimi izobraženci, da na te stvari opozorimo. Kaj nam manjka? Nam manjka en neodvisni organ, ki bo v takih primerih, ko se zdaj pogovarjamo, pogledal proračun, pogledal bilance in dal neodvisno mnenje. Kajti ti, ko si v vladi, ti lahko prilagajaš številke, kakor hočeš. Igra se za statistiko in tako naprej. Opozicija do tega nima dostopa ali pa dobi tisto, kar lahko dobi in tako naprej. In če bi tukaj bila ena neodvisna, ampak jaz vem, da bi se skregali že pri formiranju te komisije. To pomeni, tega ne moramo narediti. In potem, ko vse to ugotoviš, tako kot jaz včasih pravim, naj boš potem vzeti 2 ovce, en travnik kupaš in tam sediš, ker na koncu imaš isto, kot če si podjetnik celo življenje in na koncu končaš v stečaju. Tako da enostavno jaz ne vidim izhoda. Magister Simič, lahko eno vprašanje. Ta neodvisni organ, a je to fiskalni svet, ki smo ga ustoličili z zakonom in ga nimamo in ne vem, če ga bomo sploh imeli, ki gleda proračun tudi v strukturnem smislu, ne samo nominalni primanjkljaj, da govorimo o strukturnem deficitu. A je to ta organ ali je Umar morda boljši?
Ja, torej, ne, jaz sem bil v fiskalnem svetu, bil sem z velikimi strokovnjaki tam, ampak jaz sem praktik, ne, to pomeni, jaz sem govoril moj jezik, oni so govorili svojega. Mi rabimo nekoga, ki bo ljudem povedal to čisto enostavno. Minus ni 100 milijonov, ampak minus je 150 milijonov. To izhaja iz tega in tega. Umar in tako naprej, to je vse igra števil. Ti lahko narediš na področju statistiko veliko stvari, kako želiš, prikažeš jih. Vse pravim, jaz vse čas poslušam, odprem časopis Rast, tisto, levo, desno, vse je super, vse gre gor, pa vidim Slovenijo v rdeči barvi. Torej, boš, da ne bi videl, ne? V redu, lepa hvala za zdaj. Torej, besedo bi zdaj predal še našemu gostu iz Nemčije, torej raziskovalcu na Konrad Adenauer Stiftung, ki je eden od pokroviteljev te konference, torej gospod Matijas Šefer. Me zelo veseli, da ste naš gost, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, Mitja, in hvala organizatorjem, kolegice in kolegi, tudi kolegi iz Martens Centra in iz inštituta dr. Janeza Evangelista Kleta. Zelo zanimiva razprava je bila do zdaj. Dovolite, da predstavim najprej nekaj mogoče dolgočasnih nemških izkušenj. Najprej glede davčne ali fiskalne reforme, potem pa se bom vrnil na razpravo in na rezultate za Slovenijo. Najprej naj spregovorim o davčni reformi. Ko govorimo o davčni reformi, govorimo o davčni politiki. Dve točki želim izpostaviti. Danes dopoldne smo že veliko slišali o tem, da je treba spremeniti način razmišljanja, zato da bo javnost za reforme. Eno od nalog je, da predstavimo javnost, kakšen cilj zasledujemo s fiskalno politiko in njeno reformo. Kakšen je cilj le-tega, naprimer v Sloveniji ali v Nemčiji? V Nemčiji bi izhajali iz našega pristopa socialnega gospodarstva. Ne želimo dati samo spodbude za gospodarsko rast, za velika podjetja, ampak tudi za majhna podjetja, za podjetnike. Kot je rekel gospod Meh, se prav pri obrtnikih in podjetnikih ustvarja dodana vrednost. In gospodarski sektor mora dati okvir za to, ne dajemo pa konkretnih stimulusov in spodbud za gospodarski razvoj. To razmišljanje želimo orisati v naši fiskalni politiki in tako moramo nasloviti naše volivce. In druga stvar je, ko gledamo fiskalno politiko, imamo tri kategorije. Imamo prihodke iz naslova davkov, imamo stran odhodkov, kjer si pogledamo, kje vlada zapravlja oziroma porablja denar. Tretja plat pa je javna plat. Naprimer, če so izdatki previsoki glede na davčne prihodke. Naj se navežem na te tri kategorije fiskalne politike. Najprej dolgovi. Poskusil sem predstaviti to na diagramih. Poglejmo si tole, kaj menite, da je to? To prikazuje razvoj javnega dolga v Nemčiji od leta 1950. Ludwig Erhard in Konrad Adenauer sta bila takrat kanclerja. Država, ki ima tovrsten razvoj javnega dolga, ali je to država, ki izvaja stroge varčevalne ukrepe? Verjetno ne. Kar vidimo tukaj, je javni dolg, ki se je nenehno povečeval
Tudi v Nemčiji leta 2013 se diagram zaključuje, nisem dobil podatkov za leta 2014 in 2015. Od leta 2013 pa se dolg ni več povečeval, saj je minister Schäuble uravnovesil proračun. Kaj želim povedati? Na nek način si lahko privoščimo dvigovanje javnega dolga, ko gospodarstvo dobro stoji. Tako da tisti, ki si sposojajo denar od države, bodo imeli zaupanje, da je zasebni sektor gospodarstva v tako dobrem stanju, da lahko pride do refinanciranja tovrstnega ravnovesja. Pri javnem proračunu, če si pogledamo naslednjo prosojnico, vidimo na tem diagramu, tukaj imamo obdobje med leti 2000 in 2014, vidimo BDP, razmerje BDP-ja glede na dolg. Tudi ko se je dolg povečeval, je Nemčija lahko ohranila raven dolga na BDP, kar pomeni, da tukaj lahko vidimo, da naše upravljanje dolga v Nemčiji je ohranilo breme javnega dolga v primerjavi z BDP-jem skoraj na stabilni ravni. 60% je merilo iz Maastrichtske pogodbe. Od leta 2010, to je neposredni odraz finančne krize, prihaja do upada z 80% BDP-ja nazaj na 70%. In leta 2020 bo Nemčija ponovno na razmerju 60% v skladu z maastrichtskimi kriteriji. Kaj to pomeni? Slediti moramo določeni usmeritvi v upravljanju dolga. Maastrichtska merila, na primer 60%, in v nemški ustavi imamo še eno pravilo, ki pravi, javni sektor ne sme več se zadolževati. To je zlato pravilo za javni dolg. Še eno pravilo je veljalo v 60 letih prejšnjega stoletja in to je bilo, da se lahko zadolžujemo samo do ravni vaše nove naložbe. Država se je lahko ponovno zadolževala vsako leto, če raven zadolženosti ni bila višja kot javne naložbe, ki ste jih ustvarili v določenem sektorju. Uravnovesili ste nov javni dolg z novo naložbo in ste rekli, to bo vzpostavilo fiskalno stabilnost, kajti nove naložbe bodo ustvarile nove davčne prihodke, z njimi pa lahko financiramo to breme iz novega javnega dolga. Nemška ustava zajema fiskalne ideje, ki jih povezuje z javnim dolgom in to povezuje z določenimi pravili in ureditvami. In to izhaja iz konkretne politične razprave na podlagi te ustavne zahteve. Zdaj pa prehajam na zamisel davčnega sektorja. Ena tretjina je na našem trgu predstavljajo dohodnine. Ena tretjino predstavlja DDV, eno tretjino pa drugi davki. Takšna je slika naših davkov v Nemčiji. Kar pomeni, da lahko razlikujemo med tem, ali obdavčimo prihodek, ali obdavčimo potrošnjo in porabo, to je DDV. In potem lahko v nemškem davčnem sistemu vidimo zanimiv premik stran od dohodninskega obdavčenja proti DDV-ju. In to je zelo poudarjeno v našem davčnem sistemu. Še en diagram. To je dohodninsko obdavčenje v Nemčiji in tukaj lahko vidimo, da to plačujejo zasebni davkoplačevalci
Potem vidite, da začnemo pri 8.000 evrih z obdavčitvijo, pri 50.000 evrih pa imamo najvišjo davčno stopnjo v nemškem davčnem sistemu, 42%. In taka je slika v zadnjih desetletjih. Poprečna davčna osnova je tam okrog 35.000 evrov. Če zaslužite med 30 in 40 tisoč evri na leto, ste skoraj v zgornji polovici, ste skoraj med najbolj obdavčenimi davkoplačevalci v Nemčiji. V našem sistemu, dohodninskem sistemu, je srednji razred še najbolj obdavčen. In zdaj se moramo vprašati, kako naj spodbujamo zmanjšanje davčne obremenitve za srednji dohodninski razred, da ne bo to vplivalo na njihove žepe. To odraža dohodninske razmere v Nemčiji. To vpliva pa tudi na majhna in srednje velika podjetja, ki so prav tako obdavčeni preko te davčne lestvice, preko te dohodninske lestvice. In tako vidimo, kako je zožen ta dohodninski sistem. Potem pa je tu še sistem porabe. Privatizacija je nekaj nujnega. Razmisliti moramo o tem, kakšna je naloga države in kakšna je naloga podjetij. Privatizacija pa ni cilj sam po sebi. Ne gre za to, da je javni sektor slab, zasebni sektor pa dober. Veliko izkušenj imamo tudi s privatizacijo, naprimer pri telekomunikacijah. In kaj vidimo? Ko predate javne službe in storitve v zasebni sektor, ima država še vedno odgovornost za upravljanje postopka privatizacije. Lahko pride namreč do situacije, ko pridete od monopola v državni lasti in neposredno organizirate zasebni monopol. To pa ni cilj privatizacije. Upravljanje privatizacije znotraj porabe javnega sektorja je ključnega pomena. To je tudi lekcija, ki smo se jo naučili v Nemčiji. In še zadnja stvar, da povzamem, kako lahko zmanjšamo javni dolg. Ena ključna lekcija zadnjega desetletja v Nemčiji je, da nikoli se ne morete izvleči s prihranki iz situacije javnega dolga. Kaj smo se naučili? Najbolje, kar lahko naredite, da se izvlečete iz tega javnega dolga, je, da najdete način, kako spodbuditi gospodarsko rast, ki bo zvišala davčno osnovo. In tukaj vidimo, da med leti 2013 smo ustvarili 620 milijard davčnih prihodkov. Projekcija za 2019 pa je 760, dvig na 760, kar zadeva davčne prihodke. To pa zato, ker je nemško gospodarstvo zdaj dobro, ker dobro deluje. Zakaj pa dobro deluje? Zaradi davčnih reform. Ne zato, ker smo se lotili prihrankov, ampak zato, ker smo upravili reforme zdravstvenega sistema, pokojninskega sistema, kar bo predmet razprave na naslednjih panelnih razpravah. In tu se razvija podlaga za gospodarsko rast. Preko te gospodarske rasti pa bo prišlo do novih davčnih prihodkov in lahko boste uravnovesili svojo fiskalno zadolžitev. Tako bo prišlo do fiskalnega ravnovesja
In tako zmanjšate tudi davčne obremenitve za srednji razred prebivalstva. V Nemčiji imamo zdaj celovit fiskalni koncept, ki vključuje upravljanje dolga, upravljanje davkov, upravljanje porabe. Izkušnje Nemčije se mi zdijo zelo zanimive in lahko jih uporabite za podlago za razmislek. In mislim, da smo se uspeli izpogajati Ja, zdaj imamo zelo veliko gradiva za razpravo, časa pa bolj malo. Torej, zdaj do uradnega zaključka panela imamo še 15 minut, meni je pa organizator dovolil še 10 dodatnih, torej imamo 25 minut časa za razpravo. Pa bi zdaj nekako, glede na to, kar je bilo povedano, jaz najprej postavil enih par vprašanj gostom, potem pa kar predal besedo občinstvu, da se nekako razvija še ena mini razprava z občinstvom. Dajmo zdaj, torej najprej, slišali smo praktično vse, kar fiskalna politika vključuje, ne? Zdaj slišali smo torej državno, zdaj na koncu predstavitev torej negativnih posledic državnega zadolževanja, kadar država ustvarja dolg, namesto da bi smiselno sledila potrebam gospodarstva in tudi uravnavala, torej menedžirala svojimi davčnimi prihodki na eni strani in torej smiselno usmerjala davčne izdatke na drugi. Slišali smo gospoda Simiča nekaj konkretnih predlogov, že kar par korakov dlje je šel od našega panela, ne, je predstavil nekaj konkretnih rešitev za poenostavitev davčnega sistema, ki je seveda na strani prihodkov države zelo pomemben, in pa uvodoma gospoda Horvata, kako je torej politično vzdušje nekako trenutno prisotno pri nas in kakšne so tukaj ene osnovne možnosti. Pa bi mogoče nadaljeval s prvim vprašanjem gospodu Horvatu, ki sem ga pomotoma preimenoval v gospoda Tanka. Torej, gospod Horvat, dajte, pred kratkim ste bili, vi ste član odbora v Državnem zboru za finance, ne? In zdaj ste imeli nedavno razpravo o proračunu za leto 2018. In zdaj, glede na to, kar je gospod Šefer povedal v zvezi z nemškim, rečemo mu fiskalnim pravilom, ki ga sledijo, ne? Mi tudi imamo eno naše fiskalno pravilo, torej zakon o fiskalnem pravilu, ki nekako zdaj po novem omejuje državno potrošnjo. Dajte nas nekoliko osvežiti, kakšno je trenutno stanje z državnim proračunom, kaj se obeta za prihodnje obdobje. Hvala lepa za to vprašanje. Ko gre za proračunske dokumente, lahko vedno poslanci dolgo govorimo, ampak seveda smo šli v poslanski skupini Nove Slovenije najprej pogledati, ali se da iz proračunskih dokumentov za 2018 ste me vprašali, ko je tudi volilno leto, pomembno, ali se da iz tega kaj videti, ali bo prišlo do modernizacije katerega od podsistemov, ali pokojninskega, ali zdravstvenega in tako naprej. Skratka, ali bo prišlo do kakšnih reform, ali bo prišlo do več investicij, ali bo šlo za več denarja za zdravje. Nekaj res, da gre za zdravje več, ampak iz samih dokumentov pa se ne vidi, da bi vlada bila pripravljena izvesti neke konkretne reforme, neko konkretno modernizacijo. Zakaj mi to tako zelo pričakujemo? Zato, ker če pogledamo obdobje od 2008 do 2015, pa ne 2008 zato, ker smo mi takrat bili v vladi, ampak zato, ker je to bilo leto pred krizo. Naj tukaj spomnim, sem poslušal takrat dr. Andreja Bajuka, finančnega ministra, zadnji ECOFIN, ko smo mi predsedovali Svetu Evropske unije v prvi polovici 2008, je bil v Sloveniji in takrat je rekel Bajuk, noben finančni minister od držav članic ni govoril o kakšni krizi. Se pravi, 2009 je udarila kriza. In zdaj, če pogledamo Slovenijo 2008-2015, 7-letni časovni interval, mi leta 2015 ustvarimo, torej lani, ustvarimo samo za 3,4% več, torej višji BDP kot leta 2008, vmes je 7 let. Samo 3,4% več. In pogledamo 2008-2015 in ugotovimo, da je leta 2008 61.500 ljudi delalo v Sloveniji več kot leta 2015. To je situacija, ki dobesedno vpije in kriči po reformah. Seveda, Nova Slovenija je podprla spremembo ustave,
v smislu fiskalnega pravila, je tudi podprla, ker je bila potrebna dvotretjinska večina, pa ne zaradi tega, ker je bila potrebna, ampak zato, ker se nam je zdelo smiselno, da podpremo zakon o fiskalnem pravilu, ki nekako operacionalizira določbe v ustavi. Dolgo smo se pogajali in tudi naše ideje so tam zapisane. Čisto kratko. Ja, in zdaj mi trdimo, da je premalo fiskalnega napora v proračunskih dokumentih, tako za 17 kot za 18. Tu nam Evropska komisija tudi jasno govori. Seveda še prejšnji minister Mramor je rekel, veste kaj, pustite to, kar Evropska komisija govori, ta metodologija, ki ugotavlja strukturni deficit, je rocket science, je raketna znanost. Ampak ko sem bil natančno pred enim mesecem v Bundestagu, se tam pogovarjal z odborom za finance, sem vprašal, ali je za vas, drage kolegice in kolegi, Schuldenbremse tudi bremza v razvoju? Schuldenbremse je pri njih fiskalno pravilo, če smem poenostaviti. Oni so se med sabo spogledovali in so mislili se najbrž, kaj pa ta sprašuje te norosti. To ni bremza v razvoju, to je pospešek razvoju. Hvala lepa. Zdaj, mogoče sam v dodatno informacijo za gospoda Šeferja, ne vem, koliko ste seznanjeni s fiskalnim pravilom v Sloveniji. Aktualna razprava je sprejetje proračuna za leto 2018, ki je zdaj romal iz parlamenta nazaj na vlado. Zdaj ga mora pa vlada, se pravi, ponovno poslati v glasovanje. Soglasje komisija pa še ni bilo, ja. Zdaj, fiskalno pravilo je posledica tega, ker je bila Slovenija v makroekonomskih neravnovesjih precej dolgo časa in je bil pritisk za uravnovešenje javnih financ iz Bruslja in je bila primorana na nek način ustavno oziroma na nek kredibilen način zabremzati, kot je rekel gospod Horvat, Schuldenbremse. Zdaj, fiskalno pravilo je v smislu nastavljeno na način, da v času gospodarske rasti mora država varčevati, ne sme toliko trošiti, kot pobere z davki v času dolgoročnega upada v razvoju, torej ko trend pade, dolgoročnejši trend gospodarske rasti pade, torej ko je gospodarstvo v negativnem ciklu, takrat se pa lahko zadolžuje za to, da pač s temi stabilizatorji nekako stabilizira razmere v gospodarstvu. Toliko zdaj kot sem dodatno informacijo, pa bi gospoda Simiča vprašal, kje se vam zdi, ko ste praktično že vrsto, praktično najbolj podkovan, kar se tiče prakse, človek z našim davčnim sistemom, pa bi vas kar odprto vprašal, kje se vam zdi največja težava trenutnega slovenskega davčnega sistema vizavi torej gospodarstvu predvsem? Jaz dostikrat rečem čisto enostavno, pustite nas delati. Pomeni, da me ne omejujejo neki predpisi, da me ne obremenjujejo neke uredbe, neki pravilniki, ki so narejeni, ki so glavno sami sebi namen. A veste, včasih se te lovijo, da na računčku nekaj ni napisano, da ni tistega lovljenja, ne vem, to je meni preveč pikolovsko. Mi moramo gledati zadevo bolj globalno in se ukvarjati s tem, da dobimo čim več zavezancev v Slovenijo in gledajte, jaz pravim, tako kot zdaj imamo, spremeniti se kaj ne da in se tudi ne bo, prihajajo volitve, v naslednje 2 leti smo mirni, torej ne bo se dogajalo popolnoma nič, ker nihče ne menja davčne zakonodaje pred volitvami, pomeni, lahko pričakujemo spremembe šele v letu 2019, to je pa 6 let, to je pa 3 leta, to pomeni, jaz ne pričakujem nič bistvenega in tudi ta reforma, ki so jo naredili, je bila neka mini reforma. Mi smo imeli zadnjo reformo leta 2008, oziroma 2006 in 2005, ko je Bajuk imel toliko hrabrosti, da je v te skupine za reformo povabil gospodarstvenike, profesorje, davčno upravo, ministrstvo za finance in davčne svetovalce. In vsi ti skupaj so pisali zakonodajo. Ko pa zakonodajo piše samo državni uradnik, pa vemo, kaj bo prišlo ven. In zaradi tega pravim, da tukaj, jaz ne verjamem, da se bo to v bližji bodočnosti zgodilo in enostavno potem rečeš, pustimo zadeve, ne gre enostavno naprej in kar bo pa bo in se prilagajaš na trenutne razmere, iščeš načine, če ti tukaj ne ustreza, ustanoviš podjetje v tujini, delaš pa iz tujine, ker gre več energije gre v to, da bi nekaj spremenil, kar je nemogoče spremeniti, kot pa da enostavno greš čez mejo in tam pol delaš določene zadeve. Ja, torej se nekako vrnemo na vprašanje mentalitete. Torej, ko bo volilno telo zahtevalo preproste davke, ko bo volilno telo zahtevalo nekako od predstavnikov torej v državnem zboru učinkovitejši davčni sistem, takrat bo najbrž ta tudi politična energija, kapaciteta prišla. Zdaj, do takrat bo pa malce težje upati na sprejem, vas prav razumem. Ne, gledajte, mi smo to že zahtevali
predlagali smo, vse smo delali, ampak gled, če te pravi ljudje ne poslušajo, ne dosežeš popolnoma ničim. Pravim tisto leto 2005-2006, ko smo imeli ministra za finance, ki je to razumel in ki je želel nekaj narediti, se je naredilo. Vse ostalo pa poteka tako, kot je bilo pred letom 2005, zakone sprejema vlada oziroma ministrstvo za finance jih pripravlja in po tistem obdobju isto. Pomeni, lahko si samo kot nemi opazovalec, kaj se bo zgodilo in kaj bo zgodilo. Ni možno. Gospod Šefer, da še vas vprašam, kako so se pa v Nemčiji recimo lotili predstavniki v Bundestagu sprememb davčnega sistema, so se naslavljali na volivce, kje so poiskali to ekspertno mnenje, ki je bilo potrebno za to, da se nekako gre v reforme, na kak način so to skomunicirali z javnostjo, a so šli preko nekak javnega dialoga ali je to šlo bolj za zaprtimi vrati? V bistvu je šlo za oboje. Obe strani sta desetletja v Nemčiji pripravljali te reforme. Nemčija ima najbolj zapleten, najbolj sofisticiran dohodninski sistem na svetu. V Nemčiji radi pravimo, da 90% svetovne regulative in zakonodaje, napisane, povezane z dohodninskim obdavčenjem in nemške dokumentacije. Švica in Avstrija sta sicer blizu, ampak vseeno daleč. Javnost je bila tudi zaskrbljena zaradi te kompleksnosti. Druga izkušnja, ki smo jo potegnili iz tega, pa je davčna napoved. V davčni napovedi se čuti ta kompleksnost. Dejstvo je, da smo z akademskega stališča imeli na voljo modele za reformo. Potrebna pa je bila politična volja za izvajanje reforme. K temu je pripomoglo dvoje. Na eni strani, glede na težko situacijo pred 10-15 leti, ko Nemčija ni bila lokomotiva vlaka Evropske unije. Takrat smo morali razmisliti o tem, kaj je narobe v našem modelu. In druga stvar, nove članice Evropske unije so nam pomagale. Mogoče Slovenija ne toliko, ampak poglejmo si, kaj je naredila Slovaška. Na Slovaškem so začeli z nič in uvedli sistem pavšalne obdavčitve. To je odprlo prostor v naši javni razpravi za razmislek, da je davčna reforma izvedljiva, tudi če je še tako kompleksna. In zato smo prišli do pozitivnih rezultatov tovrstne strukturne reforme. To pa je vplivalo tudi na nemško razpravo, ali je dohodninska reforma sploh izvedljiva. Še vedno nismo izvedli velike reforme dohodninskega sistema, ampak imeli smo široko javno razpravo o davčni reformi. To smo bolj odprli in imeli smo tudi možnost pogledati, kako to urejajo v drugih državah, naprimer Slovaška. Danes dopoldne je bila omenjena tudi Skandinavija, ki imajo drugačno razporeditev med dohodnino in DDV-jem. Veliko bolj uporabljajo DDV v svojem javnem proračunu, bolj kot Nemčija. Takrat je bil DDV v Nemčiji 15%, zdaj pa 19%. Teh nekaj odstotkov je pripeljalo na desetine milijard dohodka iz našega dohodninskega, iz naslova dohodnin. Davčne reforme v Nemčiji so bile na podlagi tega izvedljive. Vseeno pa še vedno obstaja potreba, da tudi danes obravnavamo ta vprašanja. Hvala lepa. Zdaj, preden imamo še 12 minut za razpravo z občinstvom,
Zdaj, preden začnem razpravo z občinstvom, bi rad torej, da nekak kratek povzetek dosedanje razprave in predvsem to, da je fiskalna reforma v Sloveniji nujno potrebna, še zaradi enega preprostega statističnega pokazatelja, o katerem še danes nismo rekli, pa ga imam jaz s sabo. In sicer v celotni zgodovini, kar sem našel torej podatkov na voljo, je ta zadnje povečanje slovenskega javnega dolga, torej skupnega akumuliranega javnega dolga, največje povečanje v vsej zgodovini človeštva, kar se meri javni dolg. Do sedaj je to bilo na Nizozemskem med letoma 1929 in 1946, gre za medvojno obdobje, v vojni se države načeloma bolj zadolžujejo, ne? In je ta porast znašal 179%, torej od 39% je država prišla na 218% GDP-ja, to je 179 odstotnih točk. Oziroma torej slovenski je po tej logiki ni največji na svetu v svetovni zgodovini, ampak gotovo med 10% največjih povečanj zadolženosti, se popravljam, ker gre v odstotnih točkah, ne v razmerju. Jaz sem predrobno pišel, nisem utegnil pogledati. Torej slovenski se je pa povečal nekje za 2,5-krat, ne, od takrat, ker smo vstopili v finančno krizo in to v precej krajšem obdobju kot tukaj na Nizozemskem, ne, ki velja za največje povečanje v vsej zgodovini človeštva. Torej je potreben preskok v razmisleku, je potrebna torej sprememba v dinamiki zadolževanja države, en del bo fiskalno pravilo k temu načeloma pripomoglo in razprave, kot imamo danes strokovnjaki iz prakse, z raziskovalci, ki poznajo konkretne primere izvajanja davčnih reform in pa s politiki, ki imajo edini to možnost in moč, da te stvari torej spravijo v prakso, uvedejo te spremembe, ne, obstaja upanje, ne. Zdaj pa torej razpravo prepuščam občinstvu, imate kakšno vprašanje, kar na dan z besedo. Slovenski dolg trenutno znaša cirka 85% BDP. Znašal je pa nekje okrog 30 pred finančno krizo, zdaj pa računajte. 50 odstotnih točk nekje. 2,5-krat. Na moji levi sta dva eminentna strokovnjaka z davčnega gospodarskega področja, gospod magister Simič in gospod Šefer. Predlagam, da bolj njima postavljate vprašanja, pa veste zakaj? Jaz se opravičujem, ob 12. uri me čaka avto in greva s predsednico v Maribor. Sicer pa moj mail imate, mojo številko imate, pokličite me, pridite v mojo pisarno in se lahko vse zmenimo, tudi na kongresu. Torej, gospod Simič in gospod Šefer, če želite odgovoriti na vprašanje, kaj dodati? Kak razmislek? A smem jaz še prej postaviti eno vprašanje? Milan Matos. Poglejte, se mi zdi, da je seveda ta diskusija izjemno pomembna tudi za Slovenijo in seveda za vse v svet. Pod podatki, da smo se zelo zadolževali. Ampak revija Ekonomist spremlja zadolževanje. In pravi, vsak dan se svetovni dolg poveča za 6 milijard. To se pravi, cel svet se zadolžuje intenzivno. In recimo Nemčija je zadolžena, Združene države so zadolžene in tako naprej. Ampak kaj je vzrok? Mi se vsi zavedamo trezno, če gospodinjsko mislimo, da se ne moramo brezmejno zadolževati. Ker potem pridemo v zgodbe Grčije. In Grčijo so seveda radodarni politiki delili bombone leve in desne vlade in so prišli do bankrota, tako naprej. Ampak vendar, kdo bo ustavil to zadolževanje in ga je sploh mogoče? In kakšne bojo posledice? Kakšen bo konec? Nekje se bo mogli to izviti in nehati. Mi imamo seveda zdaj tole zlato fiskalno pravilo, da bi se Slovenija, da bi se obdržali stroški oziroma izdatki države in tako naprej. Samo jaz mislim, da zlasti v Sloveniji lahko rečem, da ne bo strezniti, dokler se ne streznimo, ne bo rešitve. Ampak ali jo sploh še sposobni ta vlak, ki tako drvi v potrošnjo, v zadolževanje, a ga je sploh mogoče ustaviti doma in tudi v Sloveniji. Mislim, tudi po svetu, pardon. Ne, mislim, da je to bolj vprašanje za makroekonomiste, pa tiste, ki to vejo prelagati na levo in desno stran. Tako da
Jaz se sploh ne želim v to vtikati in tudi fiskalnega pravila priznam, da ga nisem nikoli razumel, da moram dati v ustavo, da bom porabil to, koliko imam, to vem brez tega. Tako da, ne vem, ne morem tega komentirati, kaj bo z dolgovi, torej nehali se bo takrat, ko se bo nehali zadolževati. Nehati se zadolževati, ker ne rabiš več. In če se enkrat v enem vrtincu porabe, moraš iskati zmer, da imaš, gledajte, vi, če hočete umiriti, ne vem, državne uradnike, ki jih je en tok in tok voljivcev, moraš nekje vzeti kredit. In mi, tako da, jaz imam tukaj svoje mišljenje in ga ne bi povedal, tako da prepuščam, če bo kolega iz Nemčije povedal, kaj več. Nemčija je velika država. No, bom poskusil. Kot ekonomist tudi jaz menim, da visoka zadolženost predstavlja hudo grožnjo, zlasti za zahodni svet, kajti vsa gospodarstva na zahodu, Združeno kraljestvo, ZDA, Nemčija, so visoko zadolžena. In če si pogledamo ekonomsko zgodovino, žal, to zvišanje javnega dolga, ki ga spremlja javni dolg in dolg gospodinjstev, vodi v globoko krizo. To je zgodovinska lekcija. In kot jaz to vidim, moje generacije morajo spoznati, da to ni najboljši način za reševanje problema zadolženosti. In to nas mora skrbeti. Tu ne gre toliko za ekonomijo, ampak tudi za politiko. Druga stvar, če sem nekoliko bolj optimističen, ne bi rekel, da lahko primerjamo 1:1 zasebna gospodinjstva in njihovo upravljanje dolgov in upravljanje dolgov na ravni države, oziroma upravljanje javnega dolga. Država ima vedno možnost, da to uravnoteži z obdavčenjem. Gospodinjstva nimajo te možnosti. Tako da moramo, po mojem, biti še nekoliko bolj natančni v zasebnem življenju in nekoliko bolj odprti in sproščeni v javnem življenju. Vprašati pa se moramo, kdo posoja državi denar, da se ustvarja javni dolg. Gre za zasebni sektor, finančni sektor in vprašanje je, kaj naredi država, ki zahteva novo zadolževanje. Ali v Nemčiji nimamo novega dolga, ampak to ne pomeni, da nismo na kapitalskem trgu. 2000 milijard evrov znaša naš dolg. V povprečju moramo vsaki 10 let refinancirati vsako leto 200 milijard evrov na trgu. Trg si bo sposodil to na novo, če bo obstajalo zaupanje v našo državo, da je sposobna izpolnjevati breme tega dolga. Tako da je tudi vprašanje za Slovenijo, ali bodo kapitalski trgi plačali nove dolgove oziroma refinancirali nove dolgove za slovenski javni sektor, ker menijo, da lahko ustvarijo nov denar in da obstaja močan poslovni model v zasebnem gospodarstvu, ki omogoča več prostora za obravnavo le-tega na ravni javnega dolga. To je zelo preprosta ekonomska lekcija, ampak prav imate, tudi jaz berem revijo Economist, ki dobro predstavlja te stvari na jasen način. Strukturne reforme ne pomenijo, da želite terorizirati ljudi in jih obremeniti, ampak gre za to, da mora gospodarstvo priti v situacijo,
kjer boste izpolnjevali vse vidike rasti in socialne stabilnosti. To je ključno vprašanje. Ne pa, da želite vzeti nekaj iz enega dela družbe in to potem prenesti v drugi del družbe, ampak da imate drugačno idejo, da bo lahko gospodarstvo kot celota lahko delovalo v globaliziranem svetu. To add this particular situation in Germany right now, where Germany is almost giving new debt for zero interest rates. I mean, that is of course not an incentive for a finance minister to reduce indebtedness, because you can look at it as an investment, you know, for a state. If a state is an actor, he can look at such a peculiar situation by saying that now it's not the time to reduce state expenses while I can get credit on zero interest rates, you know. And the discussion in Germany right now, while Germany is reducing the amount of money necessary to pay for the debt by about 50 billion for the last 3 years, just by the reduction of interest rates on the capital market. If you look at 200 billion to refinance, and you have in mind that Germany had paid maybe 2 to 3% 5 years ago and is now paying almost 0.2, even negative interest rate. I think last week or last month we had the first issue of state bonds in Germany with a negative profit rate for the. So that is such a peculiar situation. What makes politicians, of course, not be really, enticed to look into reducing debt. But that is, of course, a very special situation, not comparable to the situation of other countries like Croatia or Slovenia, who have to pay about 4.5% for bonds. And what is maybe the more relevant aspect right now, by not talking about the banking sector in Slovenia, I think we have not touched upon that. The public banks are not really kind of an instrument to reduce the tendency of a government to indebt itself by its own banks. You know, the banks are very happy to offer credit to the state and prefer that to give credit to the private sector, because the private sector is much more a risky client than the state. So the public banks are very happy to finance any kind of indebtedness of the state. So I mean, that is a very unhappy brotherhood, so to say, in this country. But in Germany, the discussion is also the state crowds out credit from the private sector. I mean, that might also be the case here. You know, I mean, the private sector does not get interesting credit offers by the banking sector, because the banking sector prefers the state as a client to the private sector, and that makes it much more difficult for the private sector to get the necessary finance to develop. I think that's the current situation in Germany and the discussion we have there, I think. Hvala lepa. Imamo še čas za zadnje vprašanje? 3 minute so še. Torej, če je še kakšno vprašanje, izvolite, sicer pa še je? Še kdo kaj vpraša? Ne. Prav? Najlepša. Aha, ok, izvolite. Janez Straka, moje vprašanje je, kdaj bo pri nas država postala torej tržni dejavnik v državi? Ker mi zdaj imamo državo, ki troši denar po starem sistemu, iz socializma. In naš denar, torej budžet, ne financira dovolj gospodarstva, ampak financira druge stvari, socialni mir pa to. In kdaj bo država torej začela delovati po tržni teoriji, ne? Ker zdaj deluje po ideološki teoriji.
In to je šizofrenija naše demokracije. Ne? Mi imamo en sistem, deklarativen, v bistvu pa se obnašamo, kot da je bili socializmu starem. Ne? In zdaj, kakšne so strukturne reforme potrebne, da se to zakonodaje spremeni, potem pa predvsem v obnašanju, v odločanju. Hvala lepa. Bi kdo od gostov želel krajšo? To je bolj vprašanje za predsednika vlade pa ministrico za finance, torej ona dva bodo to vedela povedati. Mi sigurno nismo, jaz lahko isto razmišljam, kot vi, ampak mi imamo, kako pravim, imamo liderja, ki nas vodi, liderja pa liderje, ki nas vodijo in mi njim sledimo. Zdaj pa, če se strinjamo, smo na vlaku, če se pa ne strinjamo, pa se stopimo. Žal je tako, ne. Pa predlagam, da na tej točki zaključimo z razpravo in se zahvalimo našim gostom. Jaz se tudi zahvaljujem seveda vsem za vaš prispevek.